Spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni iz Celja, iz doma svetega Jožefa, kjer se srečujemo z argentinskim škofom slovenskih korenin, monsinjorjem Vinkom Bokaličem Igličem, ki je na poti iz Vatikana nazaj v Argentino ostal še nekaj dni v Sloveniji. Sicer pa je ordinarij škofije Santiago del Estero v Argentini. Lepo pozdravljeni, ekscelenca, na programu Slovenske katoliške televizije. Hvala lepa da ste me sprejeli, ne? In zelo sem vesel, da sem prišel mimo Slovenije, ne? To ni bilo v naših načrtih, konec prejšnjega leta, ko je bila pa kanonizacija v Rimu, delo v Vatikanu, smo pa za 2 dni se skočili, ne? Tam, ko so naši doma, ne? Ata je rojen v Mengšu, mama pa v Brdu pri Lukovci. Jaz sem imel vse okrog Slovenija, pa pridemo v Slovenijo. Pa niste prvič, ne? Ne, to sem že enih 6krat sem bil, ampak vedno pa za 2-3 dni samo, ne. Imam naše pozdravljanje, našo združbo, no, bo jaz sem lazarist, ne. Se vedno stanujem pri lazaristih in potem sem pa šel med svojim, ne. V Brdu je bila teta, je bil še stric, tista leta, zdaj ta že bila pokojna. In v Mengšu pa kakšne nečaki, ne, to niso primo. Vse bratje in sestre, sinovi po atovi strani, ne. So vas gotovo zelo veseli, ne? Ko se pojavite v Sloveniji. Lepo. Pred nekaj dnevi ste prisostvovali slovesnosti kanonizacije, razglasitvi za svetnico prve argentinske svetnice v baziliki svetega Petra v Vatikanu, Marija Antonija od svetega Jožefa, tudi mama Antula, izhaja iz vaše škofije, kjer ste vi ordinarij. Kaj bi nam najprej povedali o njenem življenju in delu? Kdo je bila, iz kakšnega okolja je izhajala in kaj je pravzaprav pripeljalo do svetništva? Ona se je rodila v Santiago del Estero leta 1730, ne, 18. stoletje, ne. Živela je pa, umrla je pa 1799, to je imela 69 let, ko je umrla. 40 let njegove življenje je živela v Santiago del Estero, tam se je rodila. Ko je imela 15 let, so bili že jezuiti tam, ne. Tistega časa, no, to so Argentina, Južna Amerika je spadala pod španjolsko kraljestvo, pa portugalske, Brazil, portugalske. Še ni bila Argentina, takrat ni ime Argentine, smo spadali pod to kraljestvo, ne. In tiste časa, ko so prišli Španjolci, z njimi so prišli kakšni rodovi, ne. Jezuiti, dominikanci, frančiškani, mercedari, no. In ko se je ona rodila, so bili tam že jezuiti, so imeli svojo cerkev, pa vse, kar so jezuiti, takrat jezuiti so imeli posebno duhovne vaje, svetega Ignacija, ne. In potem pa veliko socialnega in šolstvo, no, veliko tazga dela, ne. Oni so imeli že v drugih krajih Argentine, proti Paraguaju so imeli, to se pravi redukciones, no, ker so bili indijanci, oni so imeli za indijance, so se učili, pa so se napredovali, ne. V Santiago del Estero je tudi kakšna naselbina jezuitov, ta Marija Antonija, ne, njegovo ime je, ona izhaja iz družine, bolj nobel družine, ampak ko je imela 15 let, se je pridružila kot laična pomočnica jezuitov, no. Ona je bila zmeri laična, ona ni sestra, no, to je prva. Je želela pomagati reševati duše? Jezuiti so imeli skupnih laikov, ki so jim pomagali pri duhovnih vajah, za socialne dele, za pomoč bolnikom, hodile se tisti, ki so zaprti z ženskami, ne. Veliko so jih učili tudi pisati, no.
ta Marija Antonija je začela, je bila 22 let zraven jezvitov, ne? Od 15. leta do 37. leta. Takrat so pa jezviti spodili iz vseh teritorijev, no? Južne Amerike sploh. Vsa Južna Amerika in so jih od noči na dan so mogli izginiti. No? Oni pa samo ostali. Sigurno je veliko se naučila, to so bili bistri, no, inteligentni ljudje, ne, in zelo pripravljeni. Ona se je naučila pisati, brati, ne, ponavadi ni bilo šol takrat tiste čase. Ko so pa odšli jezviti, je pa ona rekla, kaj bom pa jaz zdaj, kaj sama delam, ne. In ona je bila zelo verna, seveda, spirituatelja, duhovnost jezvitov, ne. In Božja volja je bila, da bi ona začela ona organizirati duhovne vaje. Ne. Torej so se te ignacijanske duhovne vaje jezuitov zelo dotaknile. To je absolutno, to je svoj delo, ker jo je pripeljal do svetniškega, je bilo to, ne. Ona je sprožila sama in s tem kakšnim pomočnikom, vročicam, duhovne vaje. V začetku je bila sama tam v Santiago in je delala, je organizirala, je bilo prepovedano. Ampak ona počas je, papež je rekel, ne, kot tajno začela to organizirati, ne. In potem je začela tam v Santiago del Estero, dobila je kakšnega duhovnika, da je jim predaval, da so jih pridil, da je maševal, spovedoval, ne. In od Santiago del Estero pa potem po celi zahodni Argentini, severni zahodni Argentini, to je 6-7 provinc, to je kar proti meji v Bolivijo, pa v Čilah proti Andu, to so velike razdalje, ne. On je organiziral vsaki pokrajini te duhovne vaje, ne, ignacijanske. Kako je potovala, peš? Peš, ona je vse, to je vse peš. To se misli, danes je, ona je pešovala 4000 km, da je potem prišla tudi do Buenos Airesa, ne. Začela je tam, v začetku so jo škofje pa bolj slabo gledali, niso zato, ker so mogli obogati, ne, kralje, da ne mojo spet nič jezuitskega narediti, ne. Potem so jo dali dovoljenje in ona začela in so videli, kako je bilo blagosloven ta delo, no. Je ogromno ljudi, ona sama jih je iskati, jih je vabila, ne, revne, kakšne boljše ljudi, ampak tu je zbrala po 200-300 ljudi na duhovnih vajah, ne. In duhovne vaje so trajale 10 dni. In menda so se jih udeleževali tudi zelo znane osebnosti takratne družbe. Posebno pa v Buenos Airese pa so bili znane osebnosti, ki so potem začeli osvoboditi Argentine. Ampak to so vsi ljudje šli mimo duhovnih vaj. Ona je bila par let v zahodu, severni zahod, organizirati duhovne vaje, potem je šla proti Buenos Aires, ona je mislila, jaz hočem iti do konca sveta s tem, ne, navdišena in to je Božje delo, ne, in je bila par let v centru, velikem centru v Kordovi in potem pa pristala v Buenos Aires, so jo zelo slabo sprejeli, zato tu je hodila kakor Boga ženska, ne, imela pa en voziček, ki je zaprosila za jed in za druge reči, ki jih je rabila za duhovne vaje, ne. Se lahko mislite, 10 dni imeti 300 ljudi noter zaprtih, ne, delati duhovne vaje, ne. To je bilo pa ogromnega dela, to je ona prosila enega drugega, ne. In potem je prišla tudi v Uruguay, so jo vabili, da bi tam tudi imela, je bilo 2 leti tam, v Buenos Aires, potem nazaj prišla v Buenos Aires in tam je pa zazidala prvo hišo za duhovne vaje, ki še danes stoji, ne, to je slavna hiša.
Do konca življenja je okrog 70.000 ljudi je bilo pri duhovnih vajah. Tako da je nekako svojim delom z duhovnimi vajami prekvašala argentinski narod za Boga. Tako je res. Jaz mislim, da so korenine, ne samo one, ampak to so korenine naše vernosti v Argentini. Ne? In Bog je blagoslovil to in je bila že takrat so jo imeli že za kot svetniško dušo, ne? In ko je ona umrla, potem drugo stvar po smrti je bilo bolj utihnilo. V začetku 20. stoletja, 1900, je pa so začeli proces beatifikacije, kanonizacije, ne? To je bilo začetek. To je pa stalo okrog 100 let. Zadnja leta se je mignilo to, ne? Morda je tudi pomagal nekdanji nadškof Buenos Aires škofije Bergoglio, no, kardinal Bergoglio, ki je bil nadškof tam. Jezuiti imajo veliko stikov s tem procesu, zato ta Marija Antonija je rešila karizmo jezuitov v Argentini. Ko so nazaj prišli jezuiti po 50 letih, je bila karizma živa. Očitno je svojo dejavnostjo, svojim delom, tudi svojim zgledom pustila tako močan pečat v verski in kulturni identiteti Argentincev, da jo vaš narod danes imenuje tudi ustanoviteljico argentinskega naroda, sem zasledil. Ja, tako je tudi govoril, no? Madre de la patria, ne? Zato, ker ona je bila, posebno, ko je bila v Buenos Airesu, so vsi ti ljudje, ki so potem začeli emancipacijo, no? Argentina, so bili pri duhovnih vajah. In potem so pa šli razgovoriti se velikrat z njo, ne? Zato jo pa danes pojmujemo tudi mater argentinske države. Ne? Kako ste se v vaši škofiji in nasploh v cerkvi v Argentini pripravljali na ta dogodek kanonizacije? Jaz bom delal 10 let že v Santiago del Estero kot škof, ne? Takrat sem bil imenovan, ki je bil že Frančišek tukaj v Vatikanu, ne? Škofija, prejšnji škof je imel 75 let, me pa naprosto imenoval Frančišek za škofa. Ko sem jaz prišel v škofijo, se ni veliko govorilo o tej. Nekateri ljudi so malo več vedeli, ampak ni bilo veliko govora o tem. Ne? Leta 15, to se pravi, 2 leta sem živel tam v Santiago, se je odobril prvi čudež. Za beatifikacijo. Za beatifikacijo. To je bila že star primer, ne? Leto v oktobra 2015 leta, ne? Takrat smo se pa zbudili. Smo pa začeli govoriti, raziskati, učiti se, spoznati to Mamantulo, ne? Vsi duhovniki, akademiki, ljudstvo, ne? Da smo jih malo spoznali. Ne? Leta 2016 je bila beatifikacija, no, avgusta 2016 je bila pa beatifikacija, papež Frančišek hotel, da bi bila v Santiago del Estero, a ki sem se mogel organizirati z našimi ljudmi, beatifikacijo, pa zelo lepa slovesnost. Zelo lepa slovesnost, veliki ljudi, ampak smo se tudi duhovno pripravili, zelo duhovno. Ne? To je bilo za prenoviti naše škofije. In te pa zadnja leta, po beatifikaciji, pa smo začeli moliti, kot vsi, ne? Za kanonizacijo. No? Za novi čudež tudi. Za novi čudež tudi, za kanonizacijo. Ne? Ampak je potem, leta 2017, en let po beatifikaciji se je pa dal en čudež, ne? Ki je bil potem odobren dela oktobra meseca prejšnjega leta. Ne? To je pa še človek, ki živi, da je bil na kanonizaciji. Ne? En človek ima okrog 65 let, ima možgansko kap. Samo takrat rekli, a ženi so rekli, ima za 1-2 ure življenje. Ne?
Je pa en duhovnik, jaz vidim, sem imel prijatelj od te družine, je šel dal maziljenje in jim je dal podobce tele Marije Antonije, pa so začeli moliti Marije Antonije. In danes se je čudežno pozdravil, ne? In takrat je potem proces začel zaradi čudeža, to je prišel potem v Vatikan in oktobra lanskega meseca so odobili, da je to tudi čudež, ne? Čudovito. Kako pa ste vi osebno sedaj v Vatikanu doživeli to veliko slovesnost razglasitve mame Antule za svetnico? Zelo lepo, ne, nismo imeli velike časa za zadnjo pripravo, no? Od decembra meseca smo pa zvedeli, da bo kanonizacija 11. februarja tukaj v Vatikanu. Mesec dni, da smo se malo pripravili zadnje časa. Smo že mislili, ko smo se zvedeli za čudež, da bi se pripravili par mesecev, misijone, pa duhovne vaje, pa veliko različnih programov, ne? Ampak naenkrat je 16. decembra so nam pa povedali, da je kanonizacija 11. februarja. Pri nas v decembru je konc leta, konc šole, konc crvenega leta, ne? Počitnice januarja, v roči deželi, smo se organizirali, kaj smo organizirali v teh časih? Vigilije, velike so delali že, to se pravi, 9-dnevnice na Farah, a 3-dnevnice, pa zadnji tisti dan, 11. celo noč so imeli vigilijo, no? Molitev, pa pesmi, naš narod je zelo folklorno, no? So zelo radi, so nadarjeni človeki. In potem, da so doma gledali, no, kanonizacijo po televiziji, tam je opokno ljudstvo na katedrali, na trgu pred katedralo, pa še v drugih krajih, no? In so zelo z veseljem, ne? Mi pa tako v Vatikanu je bil program, smo imeli program pred kanonizacijo, bilo konferenco o njej, audijencijo smo imeli s papežem, vigilijo tudi v soboto zvečer in v nedeljo pa maša, no, v Vatikanu zelo lepa maša, no, in simple, ampak zelo slovesna, pa da smo lahko molili tudi na zno. Kakšna je pomembnost nove svetnice mame Antule za vesoljno cerkev? Jaz mislim, da je ena poteza, ki mislimo veliko, ne, ker je že do papež Benedikt rekel, to je naše delo, naše poslanstvo kot duhovnikov cerkev je spoznati Kristusa. Seveda, da imajo jezuiti, ali duhovne veje, da se spreobrne in imel že stik s Kristusom. Ampak veliki je pa ljudi, ki nimajo še osebnosti. Vera začne s tem stikom s Kristusom, ne? In mislim, da danes že Benedikt nam je povedal v Ameriki, no, v Južni Ameriki, v Aparecida, naše krščansko življenje se začne s stikom s Kristusom, ne? V tem mislim, da ona te duhovne vaje, ne? Različne duhovne vaje, ne samo ignacijanske, različne, to je moment, ne, za ljudi, da bi se lahko zdobili, se znali, da se s Kristusom, ne? Ali pa tisti, ki imajo že kaj bolj močno vero, ne, da se spreobrnili, ne? Ampak mislim, da to je lep nauk, da ga mi napredujemo, ne? Danes je veliko ljudi, ki so ven prišli iz cerkve, ampak zelo malo ali bolj slabo katekizem, ne? Veliko imamo problemov. Mislim, da če hočemo res dobri katoličani, moramo imeti prvo gledati na to, kako bo predstavljeno osebo Jezusa Kristusa, ne? In to velja tako kot za vesoljno cerkev, enako za nas slovenske kristjane, ne? Jaz mislim to, za vse. Mi imamo, veliko ljudi, bolj slab katekizem so imeli, ne? In ne hodijo zmeri vedno v cerkev, imajo svoje dni, zažegnanje
prihajajo, devetdnevnice, to me zelo radi, romajo v Božjo obetnico, so zelo radi. Ampak ni pa, da bi bili vsi za nedeljsko mašo, ne? To ni. Ampak mislim, da to nas bo naučilo, kako se bolj angažirati s Kristusom. Ne? Gospod Škof, kako je organizirana rimsko-katoliška cerkev v Argentini? Po čem se morda razlikuje od drugih krajevnih cerkva? Jaz mislim, da imamo ena velika, naša dežela je velika, ogromna, ne, kot razdalje. Prebivalstvo je zelo malo, ne. Nas je komaj 46 milijonov take ogromni pokrajine, ne. Organiziran, kot imamo škofije, nadškofije, nas je v Argentini je 70 škofij. 70, od teh je 8 nadškofij, od teh 70 metropolij. Mi spadamo pod Tucumanem, v naši pokrajini, pa so pokrajine, ne? V severu so dve, severozahod proti Andu, severozhod proti Braziliji in Urugvaju, potem pa v centru, nas je 8 velikih pokrajin, vsak pokrajin je okrog 10-11 škofij. V Buenos Airesu, ki je glavno mesto, tam je nadškofija in kot pokrajine ima pa tudi škofije ob Buenos Airesu, to je okrog 15 milijonov ljudi, ne? 11 škofij. Ena nadškofija in še 10 škofij. Kako živa pa so vaša občestva? Naše občestvo, no, veliko imamo, delamo za katekizem, no? Žegnanje patronov, ne? Naših vnukov, to je najmočnejša za nas kristjane. Torej, praznovanje patrocinijev? Ja, to prihajajo, včasih še prihajajo na to žegnanje, ljudje, ki so bili prej, so tam živeli, potem so mogli pajeti, ampak to je glavni teden, 10 dni, ki prihajajo za molitev, za sakramente, za prenovitev vere, ne? Imamo v tem veliko delamo, ne? Da bi lepo pripravili te dni, ne? Da so prijeli veliko ljudi, ne? Pride tudi, hvala Bogu, še veliko mladine na take srečanja, ne? In organizirane. In potem imamo šole, katoliške šole, nas je okrog v naši škofiji imamo okrog 40 šol katoliških, škofija jih ima 33, potem pa so rodovi, imajo svoje škofije, svoje šole, skupaj delamo, no, v tem za otroke, za mladce, imajo, jih lahko imamo da se učijo, ne, in imeli tudi katekizem in krščansko načine, ne, življenje, ne. Imamo zdaj zelo veliko sekularizma tudi, zelo veliko, če dali več, ne. Imam interneta, imam življenje, ki se, ne, krize družine, veliko družin razdeljenih, ne. Da bi imeli malo predstave, kako velika je teritorialno, zemljepisno vaša škofija, denimo? Naša kot zemljepis 4 Slovenije. Za 4 Slovenije? Na škofija Santiago de Estero so 4 Slovenije. To je samo vaša škofija? To je samo naša škofija. Jaz imam 21, imam v tem kraju, ne, je 45 far. V centru, to sta dva velika mesta, ki jih je okrog 400.000 ljudi tam, imamo 21 far tam, drugih 24 so pa razdeljene po deželi, ne. Koliko prebivalcev je vseh? Od 750 do 800.000 ljudi. 800.000? Neverjetno. Imam, razdalje so velike, jaz imam zadnja fara, da pridem do zadnje fare je 350 kilometrov, ne.
Vsaka fara ima pa okrog, na deželi ima pa 40-50 postojank, ne. Da jaz prišel do vseh postojank je nemogoče, ni poti, ni dobrih poti. Imate pomožnega škofa? Imam pomožnega škofa, imam malo duhovnikov, nas je 35 duhovnikov za te fare, z rodovniki nas je okrog 50 duhovnikov, par far brez duhovnika. Tudi imate težave s poklici duhovniki? Seveda. Dekanija prevzame faro, ki nima duhovnika, veliki z laičnimi deli, z laičnimi pomočniki, ne? Katekisti organizirajo za molitve, skupine za molitve, za Caritas, je veliko dela s Caritas, no? Revščina je zadnje leta zelo rasla, ne? In Caritas ima zelo veliko dela zdaj. Imamo veliko mamilno, droge, je zelo ogromno droge. Imamo tukaj delo, no? Skupine dela s mladcem, ki spadli v drogo, ne? Zanimivo, zasledil sem, da je po obisku papeža Benedikta v Južni Ameriki se zgodilo nekaj posebnega, namreč ko je papež obiskal Aparecido leta 2007, je prišlo potem do odločitve, da vsa Južna Amerika postane misijon. Vi ste v nadškofiji Buenos Aires 3-4 leta po tem dogodku začeli voditi Vicarijo center. Kako je izgledal ta ulični misijon v vaši nadškofiji oziroma metropoliji, ko ste misionarji bili tudi škofje? Tudi je. Smo se posebno okrog Adventa, Božiča, za veliko nočne praznike, smo na trgu bili, smo imeli maši, spovedovanje, blagoslov, kakšno katekezo. To smo organizirali v različnih krajih vse metropolitije, ne. In smo bili škofi z ljudmi, ne. So imeli skupine zelo ubogih ljudi, je tudi naš škof prišel, no včasih je bil tudi z nami, da je spovedoval. On je zelo rad hodil tam, ki so, mi imamo pravimo to zelo barake, ne. Barakarske, to je zelo naselbine, velike so bile, ne. On je prišel tam, mi smo bili tudi z duhovniki, smo delali skupaj, ne. Z laiki tudi, katekisti smo bili, parkrat tako organizirano, misijon v Buenos Airesu, tam, ki je bil konec vlaka, tam, ki so bili terminali, ne, odvlačne, tam smo se tam zgovorili, smo pripravili, smo imeli oltar, kipec Marije ali pa križ, ne, in veliko ljudi so prihajali tudi. Včasih je bilo tudi kakšen krst, ne. Ampak ta misijon smo sprožili, ne, to je cerkev, ki gre na cesto, ne. Ne čakati ljudi na fari, ampak iti na ulico. No. To je že tista leta, no, smo veliko slišali o tem, smo to delali in kar se zdaj sliši za vso cerkev, ne, mi smo že malo navajeni taka, nas je že spodbudil ta Bergoglio, takrat, ki je bil kardinal tam. Ne. Zakaj ste vi postali lazarist? Morda, ki smo bili mi, ki se je slovenska naselbina vasica naredila tam v Buenos Airesu, tam smo se mi rodili. Po 4 letih so prišli za lazaristi tam so bili naši očeti, so bili lazaristi, ne. Tam smo se šli pri šoli, veliko bilo kulturnega, no, to je 120 družin v Lanusu, no, to je predmestje, veliko nas je bilo otrok, družine so imeli po 4-5 otrok, ne. Tam smo se pa lepo imeli, ne, pa smo imeli slovensko šolo tudi, seveda španjolsko, ne, špansko šolo, pa v sobotah imamo slovensko šolo. In tam so bili lazaristi, so bili kakor očeti te slovenske vasi, bilo zelo veliko dela, skupinskega dela, veliko znanje, ne, med nami, ne. In jaz mislim, da tam bi bilo seme prav, ne, mojega poklica kot lazarist, ne.
smo poznali velike misionarje, tam se je učil Peter Opeka, no, on je bil tudi v Lanusu. In tukaj je bilo veliko misionarjev, ki so šli potem v Afriko, no. To je vse take, pa zglede, velike zglede, no. Vse to je vleklo. Vleklo, da sem potem začel. Prva leta duhovništva ste posvetili pastorali mladih, okoli 10 let ste bili vzgojitelj bogoslovcev, tudi ravnatelj notranjega semenišča v vaši misijonski družbi lazaristov. Do kakšnih spoznanj ste prišli v stiku z mladimi? Kaj današnji mladi najbolj potrebujejo? Se je spremenila že, ne. Jaz, ko sem bil pri mladih v začetku duhovništva, no, to je v leta 1980, sem posvečen 78. leta, prva leta sem imel za misijone za mlade, ne. Danes so drugačni mladi, ne. Ampak kaj mislim, da smo mi blizu njih. Moramo dobiti načine, da bi se približali. Drugo mišljenje, druge kulture, ampak mi moramo se med mladim znati približati. In to naši pomočniki tudi, ne. Mi moramo dati prvo korak do njih. Jih iskati tam, kjer so oni danes, ne? In imeti dobre stike, začeti z dobrim stikom, ne, kot prijateljstvo, ne. In potem mislim, da začne evangelizacija. Ampak ta prvi se moramo seznaniti, ne spoznajo. Ta človeški stik. Mislim, da je to danes je toliko problemov med naši mladci, ne, v svojih družinah, kar vidijo, kar slišijo, ne. Oddaljenosti drug od drugega. Če mi mislili, da jih bojo prišli v cerkev, kakšni pridejo v cerkev, ampak večina ne, moramo pa mi iti med njih. Okoli 6 let ste vodili tudi misijonsko družbo kot vizitator, provincial argentinske province. S kakšnimi izzivi ste se takrat največ srečevali? Naš problem, ne, mi smo se delali, da bi imeli poklice, ne. Nas je ena lepa skupina duhovnikov, veliko je bilo postojanke, lazaristov. Argentinska provinca je Argentina, Paragvaj in še Urugvaj. To so 3 države v isti provinci. Tukaj kot vizitator, kot provincial sem jih okrog njih šel, veliko. To smo imeli 10 postojank tiste čase, ne. Delali smo veliko z mladino, za poklice, misijone. Naša karizma je misijonska, ne. Ljudske misijone. Veliko smo tudi delali z mladino, z mladinskimi ekipe misionarjev, ne, mladih. Smo pa šli v julija, za zimo pa poletje, v različne kraje, da smo imeli misijone. To je bilo tudi, to je še, danes je še delaj, no, to je lepa pot, no, evangelizacije, posebno za mlade, in so veseli, da prijejo na misijon. In je tudi moment, da se vprašajo za svoj poklic. Ja. Zelo zanimivo. Nekaj let ste bili v nadškofiji Buenos Aires, eden od 5 pomožnih škofov sedanjega papeža Frančiška, takratnega buenosajreškega nadškofa kardinala Jorgea Marija Bergoglija. Kako ste kot njegov tesni sodelavec doživljali sedanjega papeža v vlogi svojega nadškofa? V začetku sem se zelo bal, ne, kaj to pomeni škof, ne. Ampak res smo bili zelo blizu enega drugega, ne. Mi smo imeli sestanke vsakih 15 dni, vsi pomožnici in nadškof, ne. Pogovarjali o vseh temah in problemah nadškofije, no. On je človek zna zelo dobre poslušati, ne. On ne govori veliko, ne. On zelo posluša, to smo se naučili, ne. In vljudne, ne, on nas je sprejel, nam je pomagal, ne. Kar smo imeli kakšen problem, smo se lahko razgovorili. To je bilo zelo lepo za nas, smo se naučili biti škofi, ne. Zakaj se je
kot nadškof najbolj zavzemal? On je imel v srcu duhovnike, on je poznal vsakega duhovnika, vsak mu je imel stik. On je veliko delal za to in tudi bogoslovce. Takrat je po nesreče na škofiji imel okrog 400 duhovnikov, on je poznal vsakega duhovnika, vsak duhovnik ga je lahko poklical, hočem govoriti s tabo. No? Smo vedeli, ko je bila ob 6, ob 7, če eden klice na nadškofijo, bo on odgovoril. Pa smo hočem govoriti s tabo, pa je tako ga sprejel. Ne? Ni bo treba nikoli čakati. Ne? Ampak to je pa poteza, on je zmeri nam bil. Vi morate smeri biti pripravljeni, da duhovnike spremite ali pa jih obiskati, ne? Ampak on je pa sprejel vse. Kaj pa njegov odnos do marginaliziranih ljudi, ki so bili na obrobju? On jih je imel zelo rad, afektivno, no? Ampak tudi je zelo rad je prišel med ne. Ko je imel čas, je bilo priložiti, on je šel s avtobusom, pa je prišel tisto naseljeno in imel spoznal svoje duhovnike in povedal, bom šel, ampak je ponavljal sam šel, da ga ni noben peljal, ne. Se je zmuznil, pa je šel, ne, in tam je bil svoje stike, veliko zažegnanja, kakšne, to je se pravi, birmanje, ampak je bil zelo blizu teh ljudi, z njim je pil mate, kakor mi, ne. Ali se je kaj spremenil tudi po zunanjosti? Nekje sem slišal, da je menda bil kot nadškof bolj čemrnega obraza, da se ni znal nasmejati, da še je sedaj kot papež nekako se zna nasmehniti. Tako je res. Ne, se ni nasmehnil kot, je bil bolj kakor vi spravi, resen. Je imel svoj humor, ampak tukaj, kakor se predstavil v Rimu, jaz sem bil zadnje čase, jih je bilo na tej advenciji 200 ljudi, 250, je vsakega pozdravil. Lepo. Kako pa ocenjujete delo sedanjega papeža Frančiška? Ali se vam zdijo njegove odločitve dobre, pozitivne za Cerkev? Jaz mislim, svojo, kar nas danes mika, ne? Kam gre, ki bi bilo cerkveno delo, in to je bolj misijonsko delo. Moramo se spremeniti. On pravi urnike, stile, ne? Da sprožimo misijonsko povsod, na farah, na škofijah, ne? V skupinah, ne? Sinodalno, to je sinodalnost, je že zvedno to in posebno, ker je misijonsko in medrevne, ne? To posebno naša Argentina je ima slave poglavarje, ne? Rase, revščina, nas mika, moramo biti blizu ubogih, ne? Kakšno sporočilo prinaša papež Frančišek svojo osebnostjo, svojim odnosom do Petrove službe, svojo dejavnostjo, svojimi odločitvami vesoljni cerkvi? Jaz mislim, da je beseda, mislim, da on zelo enostavno pove, nam pridiga ali imajo, kar napiše, ne? Papeža Frančiška bi ga lahko vsak bere, mislim, ne? On je integral, ampak posebej je bolj, mislim, da je bolj nadarjen na to, da ga lahko vsak spozna ali ve, kaj hoče povedati, ne? In to, no, da on živi tam, ki je zdaj v Vatikanu, to je ena poteza, ne? Vsak k njemu lahko pride, ne? V dom Svete Marte. To ni gor, ne, zaprt, ne? On je bil hotel biti tam, da so bližje ljudje, ne? To je ena, mislim, lepa poteza, kot
jaz mislim, kot je Kristus okrog ljudi, ne, da je zmeraj odprt, da prihajajo ljudi. Z marsikakšno gesto. Gesto, on papež je gesto je to. Takrat, ki je on bil začel, je šel takoj za refugiate gor, ker je to na tale bliz Grčiji, tam, ko se je Lampedusa, ne? To so gesti. Gotovo svojo držo, svojimi odločitvami na tak način kaže duhovnost svetega Frančiška Asiškega. Ja, zato pa je Frančišek, ne? Ja. On je povedal, takrat so ga zvolili, moj en kardinal brazilejski, rekel, spomni se vedno o bogih. Ne? Mislim, da takrat je pa mislil. Ob izvolitvi, ne? Ja. Ampak gledajte, v pontifikatu papeža Frančiška se ponavlja pomankanje jasnosti, seje se zmeda, je pred kratkim zapisal nizozemski škof Rob Mucaerc. Neki slovenski teolog pa je zapisal, da je pontifex problem. Kako gledate le na njegovo zadnjo podpisano izjavo Fiducia Supplicans, ki dovoljuje duhovnikom blagoslavljati istospolne pare? Jaz mislim, da je ta zadnja spis, ne, če ga dobro berete, on dobro pove, on ne bo drugo vedo predaval. Zakon je o moški in žensk. To je od začetka že to pove. Kaj pa je on povedal o blagoslovi? V naši kulturi, jaz prijem na cesto, me vsak človek, Gospod me blagosloviti. Vam rečejo? Ja. Ne le kot škofu, tudi duhovniku prej. Vsak, tudi na duhovniku. Je bolan človek, ima problemov doma. Vas prosijo za blagoslov? Prosijo, vsak prosi za blagoslov. To je v tem narodu? To je v našem narodu, to so ljudje. In velikrat pri maši imam končno v koncu maši imam blagoslov, ampak potem me pa še čakajo, da jih blagoslov. Pa povejo eno besedo. Jutri me bojo operirali, imam raka, imam probleme z sinovom, ki imajo droga. In jih blagoslovite, molite za njih. Lepo. In mislim, v tem mislenju to je blagoslov. To je bolj pastirski blagoslov. Jaz nobenega ne vprašam, kaj stav, kaj živiš. Ampak, ekscelenca, gledajte, okoli 300 vaših kolegov škofov po svetu se je uprlo izvajanju tega dokumenta, tudi cele škofovske konference. Ja, mislim, da potem, ko so še enkrat povedali, to so pa tudi kulture, ne? Afričani so zelo drugačni. Mislim, da to morajo, mislim, da je v tekstu se lahko preverjamo, ampak potem so pa razločili, da je tu treba spoštovati kulture, ne? Posebno v takšnih državah je to močno. Ampak, ker mi beremo, vsi tudi v Argentini, kakšne težko gledajo na to, ne? Ni nove vere, ni novo dogmatike, doktrinalne činejo, to je sigurno, da ne. Ampak mislim, da mislenje, kako pridemo do ljudi. Če jaz tizja človeka, ki dobim na cesti, ga slavo, bom kar več prišel v cerkev. Morda je pogan, ampak mora biti pa še začetek nove. Sedaj največji problem ni blagoslov istospolne osebe, denimo, ne? Ampak problem je, če pridejo v paru. Ne? To je za mnoge težava, ki se jim zdi sporna. Ampak je čisto dobro razločeno, da ti ni blagoslov za to. Ni mišljen tako? Ne. Dobro. Koliko škofje v Argentini ostajate s sedanjim papežem v posebnih stikih morda? Ne vem, jaz nimam veliko stikov. Vsake del časa imamo morda po tajniku kakšno novico ali vprašanje, ampak mislim, da kakšni nadškof je pa predsednik, pa kar se argentinske konference imajo več stikov. Tudi sedaj ste mi pred oddajo zaupali, da ob obisku sedaj v Vatikanu na kanonizaciji papež ni imel časa za vas, 2-3 minutke, toliko, da ste se pozdravili, spregovorili par besed. Smo prosili, da me smo sprejeli 20 minut, ampak zdaj ni imel časa.
V vseh letih svojega pontifikata še ni odšel na obisk svoje domovine Argentine. Kje je vzrok za to in ali se še nadejate njegovega obiska v Argentini? Zmeri se ga vabimo, naj pride, ljudje imajo, večina ljudi imajo radi, duhovniki, škofi tudi, bi imeli radi ga. Ljudstvo bo zelo srečno, da bo prišel. Zakaj ne pride? Morda politične stike niso bili dobri in on ima tudi misel, on ni samo Argentinc, on ima svet. Argentinci so majhna država. Problemi v svetu so zelo večji kot Argentina. On nam je večji kot Argentinska, to je majčka različna. Imam še nekaj vprašanj za vas, ostaja še nekaj minut za najin pogovor. Rad bi vas še vprašal o očitkih papežu Frančišku, ki še naprej ostajajo, da se ne zavzema iskreno za razčiščenje spolnih škandalov v cerkvi. Koliko je do vas segla afera patra Marka Ivana Rupnika, pa tudi afera v vaši bratski slovenski misijonski družbi lazaristov? Jaz sem v Argentini, sem v tem pokrajini, nimam velike, nisem veliko bral. Slišal sem, me boli, da je tako, da se to razčipe, da je bila resnica in potem, ampak nimam velike pojma o tem, nisem blizu zdaj niti lazaristov vsakega časa in kar se dogaja z Rupnikom, kar še berem, kakšne novice. Kako si bi naj razlagali, denimo, da je papež Frančišek nedolgo nazaj ukinil red sester Lojolk, ki so patra Rupnika obtožile zlorab? Jaz nisem niti zvedel za to. Niti ne veste za to? Nisem vedel, da ima Rupnik svoje sestre, skupina sestranic. Ki jih je vodil duhovno, ja. Ali se tudi v cerkvi v Argentini srečujete s problemi spolnih zlorab strani klerikov cerkve? Ja, je bilo. Morda jih je v drugih državah jih več, ampak smo imeli tudi primere in kako prijemo k tem? Kako je napisano zdaj kar nas prosi papež. Ste dosledni? Po špansko se pravi tolerancija silo, ne? Ko pride novica, se moramo razgovoriti in se začne proces, cerkveni proces in včasih pa je to proces, socialni proces, ne? Novembra lani je Argentina izvolila novega predsednika. Javier Milei je precej nenavaden človek. Po čem se je najbolj priljubil Argentincem in kaj si obetate od njegovega predsedovanja? Obljubljal je namreč ogromne spremembe v Argentini, ne? Kakšne spremembe? Ekonomske, socialne spremembe, ne? Zakaj je predsednik? Nam tudi, kar vi veste, bolj čudaški človek, kot se je. Ampak on je že, ko se je bila kampanja, no? On je rekel, bomo imeli trde spremembe, ne? Hude, in posebne pa prvo let, ne? Tako da so se Argentinci ravno zaradi tega odločili, zaradi teh obetov njegovih. Jaz mislim, da so bili siti na staro politiko. Stara politika nas je, smo šli na 50-60% revščine, ne? Inflacije 200%, ne? Ljudje niso hoteli že tega, ne? So bili že pri koncu, veliki Argentinci so prili v Evropo delati in bližke. Prej so vsi hodili v Argentino, no, tudi naši, ne? Da so lahko prišli do kruha, da dela, zdaj pa na kruh, ne? Se je obrnilo, ne? Ampak ljudstvo je bilo sito na stare politike. Torej, novi predsednik vam je nakazal neko prihodnost za Argentino, ne? Je dure, dela je, morda se more, on je predvsem agresiven, ne? V tem se mislim, da se more sporazumeti s parlamentom, ne? On ima zelo malo svojih poslancev, ne? Ampak spremembe morajo biti, če ne, če dali slabše, no, in mogoče
eksplozija, socialnih eksplozij, revščina, pa korupcija, to je vse skupaj, že več let. Bomo videli, še mi ne vemo, kako bo to šlo naprej, ampak je bolj čudaški človek. Vaša starša, že pokojna, Bog ima daj počivati v miru, sta prišla v Argentino leta 1949. Vi ste bili rojeni 3 leta po njunem prihodu, tam v Lanusu, v Buenos Airesu. Zanima me, kako je organizirana, kako živi slovenska skupnost v Argentini. Leta 2019 ste tam slovesno praznovali že 70-letnico prihoda Slovencev v Argentino, ne? Ja, seveda. Ko so prišli ti imigranti, naši starši, to so se razdelili ob predmestju, posebno pa predmestju, 4 ali 5, 6 skupin. To je imelo pa svoje duhovne momente, maše, ohranili so jezik, mi smo se rodili, prvi jezik smo se naučili, slovenski jezik, V teh vasicah, imajo velike kulturnega dela, z mladino, športno, veliko duhovnega tudi, romanja, življenjsko, in mi smo se tam smo zrasli, v teh slovenskih skupinah. Kaj pa njihova vernost je ostala globoka? Veličina je že za staršev, ampak zdaj mladci jih je manj, takrat so bila velika družina, zdaj jih je manj, tako kot v Sloveniji. Tiste čase so vse družine imeli po 4, 5, 6 otrok, da jih je manj. Ampak kot duhovnost se dela za to, je manj duhovnikov, da bi spremenjali, da bi bili v vsake skupnosti, da je komaj 3 duhovniki, prej je bilo 10 duhovnikov, da so imeli vsak svoj. To je velik problem zdaj. Je morda znano, koliko Slovencev živi v Argentini? Ne vem. Tista generacija, ki je prišla prva, se poslavlja, ne? Tiste generacije, to se pravi 70 let nazaj, morda so že zelo stari ljudje, In koliko jih je zdaj, ne vem, 500, sigurno jih je okrog, mislim, da po Slovencu pa že. Kako doživljate, ko gledate na cerkev in vernost v Evropi, pa tudi, ko prihajate k nam v Slovenijo, verjetno tudi spremljate kot Slovenec, škof slovenskih korenin v Argentini, naše informacije, naše novice, verjetno verski tednik Družina, kakšen Radio Ognjišče poslušate ali celo pogledate kdaj preko spleta našo televizijo Exodus. Bomo že. Včasih nimam veliko časa za to, škofovsko delo je z duhovniki, pa s šolami pa moliti. Nimam tukaj veliko časa, da sem veliko bral, rad preberem kakšno novico, me zanima, Tudi vaš brat je duhovnik, On je lazarist, se je študiral tukaj, se je po svetu tukaj v Ljubljani, v Sloveniji, je bil prvo mož v Mekšu, On je bolj v stiku s slovensko skupnostjo, jaz kot duhovnik v argentinski provinciji lazaristov, potem pa da je kot škof, nimam toliko stikov z slovensko skupnost. Jaz, če pridem, pravim domov, imam brate, z bratem se dobim in je bolj menj stika zdaj, nimam časa za stik. Danes na pepelnico smo stopili v postni čas, čas priprave na veliko noč. Kakšno držo nam v tem svetem času liturgičnega leta priporočate, da bi se čim bolj učinkovito prerajali v novega človeka, v nove ljudi? To, kar je pravzaprav namen postnega časa. Postnega časa. In mislim, da cerkev ima te poti, molitev, branje Svetega pisma, mislim, to je zelo dobro, da prenovi naša vera. In posebno pa karitativne dele,
karitativno. Danes smo, naša vera nas more peljati, tisti, ki je bolan, ki si je sam, ki ima probleme, ne, da bi lahko kaj dobrega naredili za te ljudi. Dobra dela, miloščina. Miloščina, to je, mislim, da miloščina to je naš znak, ne, kot katoličani, kot naš vernost je v tem, ne, ampak to prihaja od sakramentov, ne, ampak se more kazati, no, v dobrih delih, ne. 7. marca bomo v Vesoljni cerkvi praznovali god vaše prve argentinske svetnice, sedaj tudi naše, svete Marije Antonije od svetega Jožefa ali mame Antule. Kaj bi nam ob tej priložnosti vašega obiska, Bog ve, kdaj boste spet prišli v Slovenijo, v deželo vaših staršev, vaših korenin, kaj bi nam položili na srce? Vendarle je ta svetnica sedaj postala za Vesoljno cerkev pomembna, ne? Jaz mislim, da je ena poteza te laičina, moč v cerkvi, ne? Danes, ki imajo čedalje več dela, pa si razrejajo laiki v cerkvi, ne? Vse, kar je katekizem, kar je šolstvo, kar je karitativnega dela, ona je bila naprednica v tem, ne? Seveda je imela svoje spirituale in je vogala, ker so škofje, ampak on je kot laična je to delala. Mislim, da to je lepo poteza, da se pozna to, no, od te nove svetnice in Bog da, če bo kaj prevajem po slovensko, da jo malo poznate, ne, ampak to, ne, delo z laik, ne, promocijo, ne, laikado, no, vseh, posebno v vsem našem delu in pastorali, nimamo veliko poklicov, ni veliko duhovnikov, čedalje imenih nas je, ne. Mislim, da je čas za laike, ne, da jih izobraževati, biti z njimi, naj oni tudi naprej vodijo velike vrči, ki mesto spajajo pod naše odgovornosti, ne. Ekscelenca, najlepša hvala vam, da ste bili pripravljeni odgovoriti na naša vprašanja, biti gost našega programa Slovenske katoliške televizije. Želimo vam srečno pot nazaj v Argentino in seveda uspešno delo še naprej. Imate zelo pomembno pozicijo, torej ordinarija škofije Santiago del Estero. Hvala lepa za vabilo, ne. Ko vi ste slišali, moja slovenščina je bolj slaba že, ne. Ampak hvala lepa, vam želim, da bomo imeli lep čas za postni čas in posebno pa veliko noč, blagoslovljeno veliko noč. Lepa hvala tudi vam. Tako, drage gledalke in gledalci, to je bil torej naš tokratni gost, ki smo ga obiskali ob njegovem obisku v Sloveniji, argentinskega škofa slovenskih korenin, gospoda monsignorja Vinka Bokaliča Igliča, ordinarija škofije Santiago del Estero. Naj ob zaključku vendarle rečemo priporočilo svetnici, zaradi katere je tokrat v Sloveniji tudi visoki gost. To je sveta Marija Antonija od svetega Jožefa ali mama Antula. Naj prosi za vse nas.